cenjene gostja, gospa dr. Ana Krajnc, dragi obiskovalci, prisrčno vas pozdravljam. Nocojšnji dan ima posebno vrednost. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je leta 1990 1. oktober razglasila za Mednarodni dan starejših. Namenjen je promociji spoštovanja starejših in skrbi zanje, torej tistemu, kar bi morali početi vse leto, ne samo en dan. Sprejemanje drugačnosti, sprejemanje starostnikov, pa tudi otrok, ni samo izraz našega spoštovanja do njih, ampak tudi izraz spoštovanja do nas samih. Nihče ni rad sam in pozabljen, ne spregledajmo tega. Ljudje smo družbena bitja. Citiram našo gostjo. Že v gimnaziji so nas učili, da je človek družbeno bitje. Zlahka smo zamenjali družbeno z družabno, saj si niti malo nismo predstavljali, kaj bi to pomenilo. Brezskrbna napaka v odgovoru je pri profesorju izvala smeh s komentarjem. Tu in tam je kdo res družaben, družbena bitja pa smo vsi. To nam je prirojeno kot človeški vrsti. In po vsem upravljenem študiju sem še vedno stala pred neznanko in se spraševala, kaj vse to pomeni, kakšna je celostna razlaga človeka. Iskala sem dalje, da bi naravo ljudi bolje razumela. Konec citata. In tako je Spoznaj sebe in druge že 7. samostojna knjiga nocojšnje predavateljice. Dr. Ana Krajnc je diplomirala iz psihologije in nato še pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V prvi službi je kot psihologinja delala na Zavodu za zaposlovanje, kar jo je usmerilo v razmišljanje o izobraževanju odraslih. Nato se je kot raziskovalka zaposlila na Inštitutu za sociologijo in razširila svoje poglede na vzgojo in izobraževanje. Doktorirala je v okviru mednarodnega projekta in odšla na podoktorsko izobraževanje v Toronto. Izpopolnjevala se je tudi na Univerzi v Oxfordu in Ženevi. Na Filozofski fakulteti je uvedla študij andragogike in po upokojitvi za svoj prispevek pridobila naslov zaslužne profesorice. Je soustanoviteljica in predsednica Slovenske univerze za 3. življenjsko obdobje. Najnovejša knjiga, ki nam jo bo predstavila danes, v ospredje postavlja človeka kot družbeno bitje in medosebne odnose. Ali kot navaja v svojem zadnjem poglavju z naslovom Telo za življenje potrebuje zrak, duša odziva ljudi. Kot ribe potrebujejo vodo, morje, tako ljudje potrebujemo ljudi. Z njimi nas povezujejo medosebni odnosi, začasni ali trajni, dobri ali slabi, odnosi medosebne uporabe in zlorabe. Prosim, gospa dr. Ana Krajnc, izvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Sem vesela, da sem imela priložnost v Brežice. Včasih smo imeli kakšne konference tudi v Čatežu, pa sem bolj zahajala gor v mesto, ker se mi zdi, da je en pravi, bi rekla, meščanski biser. Vaša ulica, vaša postavitev hiš in tako dalje mi je bila izredno všečno. Vidite, ta naša knjiga Spoznaj sebe in druge. Zakaj? Zakaj sem začela to pisati? Jaz na Univerzi za 3. življenjsko obdobje že 14. leto predavam tako imenovano transakcijsko analizo. Bi rekli to, Spoznaj sebe in druge. Kaj nosimo v sebi, kaj je struktura, kaj se je v nas nabralo, katere zapovedi v sebi ubogamo in jim sledimo. Vam bom rekla, da so močnejše od telesa. Telo protestira, ker ga uničujemo, ampak mi psihološko šerinjemo dalje. Danes te ne vprašajo več, kaj si, danes te vprašajo, kdo si. Svet se zelo spreminja, zelo hitro spreminja. Jaz sem delno o tem pisala tudi v knjigi, ki je tu, Izobraževanje, naša družbena vrednota.
tako se spreminja, da se moramo večkrat tekom življenja čisto na novo spremeniti, nova stališča sprejeti, nove poglede, nove vrednote, ker sicer obstanemo in nas izvrže. Ko poslušajo ta naša predavanja, ljudje pa tako potem ovrednotimo na koncu študijskega leta, kaj je kdo pridobil, najprej vsi rečejo, krasno, sem uživala, ampak to bi jaz morala vedeti, predno sem otroka imela. Pa to bi, če bi mi v osnovni šoli to zvedeli. In potem sem rekla, ni dovolj, da mi imamo samo neke študijske krožke. Če je tako splošna potreba, potem moramo nekaj za to narediti in tako sem začela to knjigo pisati, ne? Da pride v širšo uporabo. Pravijo, da se bere po kriminalkah in mi pravijo, gospe, veste, jaz se jo sam tako prebrala, tist večer, potem mi je svakinja vzela, pa hči vzela, zdaj pa njen mož bere, nisem še na vrsti doma. Ko sem se odločila, kako bom pisala to knjigo, drugače, na nov način, za ljudi. Naj znanost pride, ampak razumljiva vsakemu človeku, ali pa ta znanost nič ne velja. V Londonu bom povedala ta primer, ki je bil zelo poučen in sem imela malo lepšo vest, lažjo vest, da sem pisala tako in ne tako, kot bi na naši fakulteti zahtevali, ne, na kriterije. V Londonu imajo 30.000 ploščic asirske babilonske kulture, kjer je knjižnica pač bila na linenih ploščicah in vse je bilo napisano na ploščicah. In tam je gospod, ki to je kustos in se s tem ukvarja in je to razbral, tudi kaj piše na teh ploščicah, sredi Londona, strokovnjak za to specialist in ima mnogo znanstvenih razprav o tem. In nekega dne pride en Londončan noter in pravi, oprostite, da vas motim, jaz sem bil v Iraku, pa sem nekje na Nebovšen sejmu tole ploščico kupil, vse je bila skoraj zastoj. Ampak nekdo mi je rekel, ne sem rajši vam pokazati, ker sem ravno z Londona domov. On je rekel, jaz sem skoraj stola padla, ko sem videl to ploščico. To ploščico sem jaz iskal desetletja, tam je odprla mnoge stvari v abecedi asirski in v tekstih. Prav ta ploščica je imela vse po ta abecedni gor, ne? In je rekel, lahko bi končala v Smetnaku, če mu nekdo ne bi rekel, tam je eden, se s tem ukvarja, ne si tja v ta muzej. Ne? In sem se vprašal, kaj ljudje Londončani, mi tu sedimo, kaj oni vejo o asirsko-babilonski kulturi, nič. Je rekel, ne se ne zameriti, jaz bom vrgel v Smetnak to ploščico, ampak sem jo prej nekje za nevasti, dobre prinesel vam pokazal. Zdaj jaz bi za uvod mogoče to rekla, se pogovarjali bomo še naprej, da se premalo zavedamo, da ima vsak človek dve rojstvi. Biološko rojstvo, za katerega vsi vemo, in potem socialno rojstvo, za katero še kako vemo, ampak ga nikoli ne poimenujemo zavestno. Ne? Pri 5 letih se običajno otrok socialno rodi. Vam bom povedala primer. Ste že slišali, kako gospod je rekla, jaz imam pa rada mehne otroke. Ali pa gre za vzgojiteljico v vrtec, jaz sem vse življenje imela rada mehne otroke in bom šla tudi po klicu v to. Zakaj pa vprašam? So tako luškani. Potem veste, pri 5 letih pa prvi razred so že taki kot mi. Seveda ne. A veste, prepoznamo, da se je socialno rodil. Da vse ve, kaj je prav in kaj ni. No, tako smo ga naučili. To je vsebina zdaj tega otroka, socialno rojstvo. Mi imamo tudi knjigo Alice Miller, Upor telesa. Mi psihično še hočemo ravnati po tisti vsebini, ki jo nosimo v sebi. In ga silimo v smrt tudi telo. Ampak mi še nosimo to v sebi, kar moramo. Zakaj morate? Ja, ne vprašajmo. Rečite komu, da ne bo šel za 1. november na pokopališče tu vaše. Kaj vam bo odgovoril? Ja, se moram iti. Ja, ni nujno, 5 jutri, 2. ali pa 3. ali pa 35. Ne bo taka gneča, boš se ravno tako v miru, v spominu živel s svojimi umrlimi. Ja, pa ne moram. Ja, zakaj ne? Ja, ker ne bi spala. Bi imela preslabo vest, če ne bi šla. Občutek krivde je pa, veste kaj? Kraški ovčar, pravim jaz.
kakor se vi od svoje čredice, ki jo nosite v sebi, in tam je vse zapisano, kaj je prav in kaj ne, kakor se vi malo oddalite, pa naredite malo drugače, pride občutek krivde. Pride ta pasovčar in nas nažene nazaj v to čredico, se vendar veš, kaj je prav in kaj ne, kaj se pa greš? Krivde ni. Občutek krivde mi vzbujamo v drugem človeku zato, da ga obvladamo. Na različne načine, nekateri zelo umetno. In je človek takoj krotek, ko vzbudimo v njem občutek krivde in dokažemo, da nekaj ni naredil, ali nekaj ni bilo prav, ali nekaj drugače, takoj kapitulira, takoj ga imamo pod peto. Slovenščina pozna glagol moram samo v trdilni obliki. Represivna vzgoja. Ni izlaza, ni nobene negativne oblike za glagol moram. Moram lahko, recimo, moram plačati račune. Moj oče je doma zmeraj plačal račune, ko jih je dobil. In je rekel, otroci, držite se tega, ko račun dobite, ga plačete, niste noben več dolžni, pa nobenih zamudnih obresti. Ampak moram, ne? Fajn, to imamo v glavi zapisano. Oče je že mrtev, ampak vsebina je v našem socialnem rojstvu. Potem pa imamo sneg, pa plundro, pa sneži, pa rečemo, joj, gremo na nabiralnik račun, joj, zdaj pa moram plačati, pa tak sneg je. Če boš šel samo tisto, kar moraš, lahko grmi in je nevihta, ti bo šel račun plačati. Ampak moram, a veste, koliko pa mi tega imamo, kar rečemo, račun je dobro plačati, moram plačati, ko jih dobim, ampak danes je sneg, pa ne bom šel ven, ne da bi imel slabo vest. A imamo dovolj močan moram. Slovenščina se je tako zabarvala, da je samo en samoglasnik dala v oba glagola. Samo razlika v enem samoglasniku. Ker človek bi postal čudak, destabiliziran, zmeden, če bi vse zavrgli, kar moramo. Ampak tiste najbolj moteče stvari je pa dobro, da se jih zavedamo, da jih spoznamo in da rečemo, ne bom. In zdaj, ker ta moram utiša moram. Je tako kot pri električnem kablu izolacije. Spodaj je pa ta otrok, ki ga nosite od rojstva naprej, ki pa pravi, jaz hočem. Čustva. Moramo zagotavljati si čustva določena, ker so prirojene. Od zibelke do groba. Mi se čustveno napajamo med seboj, en drugega uporabljamo, to je naravna zakonitost. Mi pri ljudeh dobimo ljubezen, ljudem lahko pokažemo ljubezen, mi lahko se samo resničujemo, samo če smo med ljudmi, smo lahko najboljši, ali pa najslabši, ali pa najbolj vidni, ali pa najbolj pridni. Morajo biti ljudje, morajo biti odnosi, ki nam vračajo in dajejo ta čustva. A veste, človeka, ki bo iz drobtinic znal nekaj narediti cilj, je konstruktiven, gradi, dela. In seveda vsi se oddahnejo ob njem. Imate pa človeka, ki smo ga vzgojili v luzerja, ga uničnimo povedati, da je za nič. Taka so doživetja, ne da se z lepo besedo nič. Pa tudi s temi ameriškimi knjigami, ki jih prodajajo rumeni tisk, na nivoju rumenega tiska. Pojdi pred ogledalo vsako jutro in reči, jaz sem najboljši in boš postal. Uši kašljajo. Noben ne bo tako postal, da bo imel o sebi pozitivno predstavo. Pozitivna predstava ali negativna predstava o sebi nastaja na osnovi konkretnih izkušenj. Tekom življenja, tekom otroštva se začne naprej. Lahko iz negativne predstave o sebi prideš tudi do pozitivne. Veste, to k sreči, to socialno rojstvo pri 5. letu ne ostaje vedno isto. Če si v ugodnih odnosih z ljudmi, če si zagotoviš prave odnose okrog sebe, potem iz žrtve prideš tudi v kralja počasi.
Iz nesrečnega otroštva bi rekli srečno odraslost. Napisali ste knjigo Spoznaj sebe in druge. Mene pa zanima, tu ste verjetno tudi sebe imeli, ste najbolj sesko hoteli spoznati sebe, pa imate neko svoje izkušnje. Mene zanima, kaj ste ugotovili? A ste spoznali sebe? Pa kaj bi odgovorili, če bi vas nekdo vprašal, kdo ste? Ja, mislim, da bi znala odgovoriti. Mislim, da sem jaz sebe našla, sem tudi tako vzgojo imela, da sem imela svobodo, da sem se odločala in počela stvari, ki sem jih rada, ki sem jih hotela početi. In zato nisem bila nikoli utrujena in ko sem koga prepričevala, pa kako boš že pri tem utrujena ali pri tem, pa so mi rekli, ja pa, če ti nisi utrujena, mi smo. Ne? A veste, profesor Bujas iz Zagreba, naša kolegica ga bo poznala, ne, je rekel, utrujenost je naveličanost. Naveličanost delati to, kar moram in ne to, kar hočem. V službah je bilo veliko tega, zato je bilo veliko utrujenosti, zato so se industrijska psihologija se zelo ukvarjala z utrujenostjo. Jaz se toliko nisem tega lotila, da bi imela kakšne krize ali zaradi sebe, ampak predvsem me je zanimala osebnostni razvoj odraslih. A veste, ko sem jaz na Dragojku uvajala na filozofski fakulteti, to je veda o vzgoji in izobraževanju odraslih, so mi moji kolegi z drugih oddelkov dali zelo veliko misliti. So rekli, ma ti ne misliš resno vzgoja odraslih. In potem se šele zagledala, da je vzgoja v Sloveniji sinonim za represivno vzgojo. Zato tudi govorim v knjigi o permisivni vzgoji, kaj da, in represivni vzgoji. In zanima me ta, mi smo pozneje vedno imenovali osebnostni razvoj. Da ne bo kakih pomislekov, da so odrasli. Ko sem kolega vprašala iz geografije, se nekaj, pa si ti tak danes, kot si bil pri 25 letih? Če bi bil jaz tako pri 25 letih, kot sem danes, bi bil čist drugje. To se pravi, priznaš, da si se spremenil, ja, to pa ja. Pa si se naslabše, ja, upam, da ne, je rekel, da sem rastel v nekaj drugega gor, ne? Ta osebnostni razvoj me je zlasti zanimal in zato sem šla v ta področje in tudi v pisanje knjige. Mi je pa tudi meni osebno marsikaj pomagalo, se vam pravim. Pa najlepša hvala za te zelo zanimive misli, mislim, da uk marsikomu za animacijo, za